Derbi 27. kroga Prve lige Telekom Slovenije je bil odigran v Ljudskem vrtu, kjer sta se udarila vodilni Maribor in tretje Domžale. Trener Simon Rožman se je odločil za spremembo v napadu, kjer je Slobodana Vuka zamenjal Šamar Nikolson, primoran pa je bil tudi v spremembo na sredini igrišča. Kapetanski trak je od kaznovanega Senijada Ibričiča prevzel Amedej Vetrih, ki se je v ekipo vrnil po 2 tekmah prepovedi igranja. Domžalčani so nemudoma prevzeli vajeti igre v svoje roke. V 9. minuti je Matija Rom poslal nevaren predložek pred vrata, malce prenizek je bil Nikolson. Mariborčani so edinkrat v prvem delu igre zapretili v 15. minuti. Po podaji Dina Hotiča Luka Zahovič ni uspel streljati proti vratom rumenih. Ti so nemudoma odgovorili, v gneči v kazenskem prostoru Maribora je do žoge prišel Adam Gnezda Čerin, 19-letnik je streljal, a so gostje uspešno blokirali. V 21. minuti je Vetrih na desni strani zaposlil Roma. Njegov predložek na bližnjo vratnico je našel Mateja Podlogarja, ki je meril nenatančno. Domžalčani so nadaljevali z nevarnimi napadi. Tonči Mujan se je izkazal z odličnim preigravanjem, njegov strel pa ni zadel želenega cilja. V 27. minuti kot za rumene. Gnezda Čerin je podal v kazenski prostor, kjer je žoga prišla do Vetriha. Kapetan je sprožil, žoga je na poti proti vratom spremenila smer, a premalo, da bi presenetila vratarja Kenana Piriča. V 38. minuti je Nikolson podal na desno do Roma, ki je močno sprožil proti vratom. Meril je za las mimo leve vratnice in prvi polčas se je, kljub izraziti premoči gostov, končal začetnim izidom 0:0. Med odmorom je v ekipi Maribora Aleksandruja Krecuja zamenjal Dare Vršič. Prvo priložnost v drugem delu so si priigrali domači. Po strelu Amirja Derviševiča je Gregor Sikošek žogo uspešno odbil v kot. Po podaji Derviševiča je žoga prišla do Zahoviča, ki je streljal proti vratom. Žogo je preusmeril Saša Ivkovič in Domžalčane je rešila vratnica. Mariborčani so nadaljevali z napadi, po podaji Vršiča je Zahovič prišel sam pred vratarja Santinija. Njegov strel je zletel mimo daljše vratnice. Na drugi strani je Gnezda Čerin podal na desno do Roma, ki je poslal predložek pred vrata. Z glavo je streljal Vetrih, a preslabo za vratarja Piriča. Ta je bil znova na delu v 74. minuti. V hiter protinapad je krenil Gnezda Čerin, ki je pred kazenskim prostorom podal do Vuka. Ta je streljal po tleh, a se je z obrambo izkazal Pirič. 10 minut pred koncem tekme je Derviševič izvajal kot. Pred vrati je do strela z glavo prišel Aleksandar Rajčevič, a ostalo je pri izidu 0:0. V 82. minuti znova prekinitev v korist domačih. Derviševič je s predložkom našel Zahoviča, ki je z glavo streljal za las previsoko. Pritisk Maribora se je stopnjeval in v 88. minuti se je v lepi priložnosti znašel Marcos Tavares. Njegov strel v dolgi kot je z izjemno obrambo odbil vratar Krševan Santini. Slednji pa je bil brez moči v naslednji akciji. Po podaji Hotiča je Tavares prodiral po desni strani kazenskega prostora Domžal. Nizek predložek pred vrata je z drsečim startom poizkušal odbiti Gaber Dobrovoljc, ki pa je žogo nesrečno preusmeril v lastno mrežo. Domžalčani v 2-minutnem podaljšku niso uspeli priti do izenačenja in vse 3 točke so ostale v Mariboru. Rumene naslednja preizkušnja čaka na velikonočni ponedeljek, ko bodo ob 18. gostovali v Krškem.